ultramaratonec postaneš takrat, ko spoznaš, da začneš teči, ko ne moreš več. V šoli življenja ni počitnic. Pri ultramaratonu ni dopusta. Mirko, pozdravljen, živjo, dobrodošel v podcastu Zagret za tek. Živjo Marko. Hvala za tvoj čas, za tvojo voljo sodelovati in ker vem, da si človek za vsako vreme in za vsako uro dneva, si danes že odtekel svojo dozo. Danes pa nisem. Ne? Jo še boš? Bom. Popoldne planiram. Aha. Ampak tele pomladne zdaj dirke se kot po tekočemu traku ali prestavljajo ali odpovedujejo. Kaj imaš pravzaprav prvi resni izziv, ki te letos čaka? To je vprašanje za $1 milijon. Vse odpada, vse se premika. Računal sem na ultra balaton, pa je prestavljen na prvi vikend v oktobru. Ampak prvi vikend v oktobru je tudi svetovno prvenstvo 24 ur. En teden prej je Špartatlon, seveda, če se bo sploh kaj izvedlo. Tako da v pomladanskem delu sezone v bistvu samo treniraš, pa trimčkaš, pa čakaš na boljše čase, ali kako? Ohranjam kondicijo. Ohranjaš kondicijo, zelo lepo povedano, Mirko. In če dovoliš, dragi spoštovani Mirko Miklič, bi te najnemu poslušalstvu zdajle predstavil malo bolj podrobno. Vem, da te velik del slovenske tekaške scene že zelo dobro pozna, ampak vseeno, morda te kdo tam zunaj še ne, morda kakšne stvari še ne ve in prav je, da je obelodanjeva, spoštovani in cenjene. Tole je 34. epizoda podcasta Zagret za tek. Jaz sem Marko Roblek in z mano je najboljši slovenski ultratekač, dr. Mirko Bogomir Miklič, teče kakih 20 let, prvo desetletje bolj kot ne zaradi zdravja, potem pa se je znašel tudi v tekmovalnem športu in začel dosegati izvrstne uspehe. Najprej maratonec, ki si je zastavil, da bo vseh 6 največjih maratonov na svetu pretekel pod 3 urami, in mu do konca tega izziva manjka čisto še malo. Potem pa tudi ultratekač, ki je že 3-krat tekel na ultrabalatonu, 3-krat pa tudi uspešno nastopil na najtežjem ultramaratonu na svetu, Špartatlonu, in je z dobrimi 26 urami tudi lastnik najboljšega slovenskega časa na tej trasi v samostojni Sloveniji. Večkratni slovenski reprezentant na tekih od 100 km do 24 ur na svetovnih in evropskih prvenstvih in zmagovalec več ultrapreizkušenj pri nas in v tujini je tudi predsednik atletskega kluba Ultramaraton Slovenija, ki združuje najboljše slovenske ultratekače pod okriljem Atletske zveze. Mirko je tudi podjetnik, poslovnež, družinski človek in tudi akademik. Pred leti je doktoriral na Teološki fakulteti, kjer se je ukvarjal z idejno in politično zapuščino Edvarda Kocbeka. Disertacijo je izdal tudi v knjižni obliki z naslovom Sredi krute sile nežno trajam. Dragi Mirko, prosim, dopolni me, kaj sem še pozabil. Pozabil. Sami superlativi. Hvala za predstavitev. Veseljem. Pozabil. Mogoče ultrabalaton niso bili 3, ampak niti sam ne vem, koliko jih je bilo, 5 jih je mogoče bilo. Drugače pa res je, sem zagret za tek, ampak nažalost je bilo veselje vsak dan, vsako jutro se moram znova in znova zagrevati. Danes zjutraj ob 5, kot ponavadi vstajam, se nisem zagrel. Se bom šele popoldne. Toliko na temo Zagret za tek, ker mi zelo sede na uho, mi je všeč. So mi všeč tudi tvoji podcasti. Hvala, Mirko. Je veliko stvari, ki jih v življenju človek dela.
tek je samo način, kako bolje izkoristiti čas, ki nam je dodeljen na zemlji. Mislim, da je to odličen odgovor, ki nam je dal morda tudi zamisliti, ampak bova se potopila v to tvojo misel, pa tudi v tisto, ki mi je predtem zelo všeč, da tak, rekel, izdelan tekač, kot je Mirko Miklič, še vedno vsak dan znova potrebuje zagon, motivacijo, da se spravi s poste na cesto. To je zelo zanimivo, ne? Ker marsikdo tam zunaj misli, joj, kako je nekaterim lahko, oni so naravno motivirani, daleč od tega. Dejva se majhen spustiti pač v to tvojo tekaško kariero. Mi, da so se prvič srečala, se mi zdi, na Trans Slovenija zimski izvedbi leta 2010. Takrat so bila oba, rekel, rekreativna tekača, nekje v drugi polovici udeležencev. Vem, da so ene 2 etapi prelafala skupaj, pa veliko čvekala. No, jaz sem, govorila sem tudi o bodočih ultraplanih, jaz sem to potem malo prestavil, pustil, saj za nekaj časa. Ti si se pa, bom rekel, v celoti... Kako? Si še mlad. No, imam še čas, ja, tako. Ko me dobro zagrabi kriza srednjih let, bom pa začel tudi to. No, ampak ti si šel pa praktično zelo pošolsko, ampak zelo, rekel, direktno v te ultravode, zelo kmalu smo te videli na stotkah dosegati odlične čase, čez par let si bil že na Balatonu, potem na Špartatlonu. Kaj te je recimo potegnilo kot rekreativnega tekača dejansko v te ultradistance, ki so zanimive, ampak izjemno zahtevne? Kje je meja? Zakaj pa jaz ne bi mogel, če nekdo drugi lahko? Zadovoljstvo po samem teku. Zdaj sem se spomnil na eno, lahko rečemo, smešnica, vic, ki je bil v julija v topli zimski bundi. Pa se ga vprašali, ja, zakaj pa si tako oblečen? Pa prav, zdaj vsaj vidim, kako je topla. No, in po takih tekih vsaj vidi, kako je prijetno utrujen počivati. Aha, da si zaslužiš tiste ure na kavču. Bravo. To je res tisti, kako me čakaš. Ure in ure včasih, kot je Špartatlon, pa tudi na kakšnih krajših 100-kilometrskih čakaš lahko ure in ure, da se boš lahko usedel, da se boš lahko počil. In potem pride ta pričakovani trenutek. Če pa sovpada še z zmagoslavjem, z kakšnim prvim ali prvih 3 mestih, je pa še toliko bolj nepozabno in posebni občutki, ki jih občutimo le zmagovalci. Dal si nekaj zelo dobrih iztočnic. Zdajle, mi tisti, ki tečemo predvsem manj, se ravno tako, bom rekel, napajamo iz teh fantastičnih občutkov, kot ti naslednji dan tako noge bolijo, da ne moreš iti po štengah, ampak zraven se smejiš kot pečen maček, ker ti tako fajn, vse skupaj, ta bolečina. Tudi ti nisi, bom rekel, takoj šel v ultravode, ko si začel teči, delš od tega, celo začel si teči bolj kot ne po naključju. Tistih 20 let nazaj si šel malo k doktorju, čistko na eno kontrolo in tam so ti pač predočili par dejstv, ki so te spravila tekaške copate. Kaj se je zgodilo? Ja, pač rezultati kontrole zdravstvene, če lahko tako rečem, so me opozorili, da življenje, ki ga začenjam ali pa ki ga živim, ni najbolj perspektivno, kar se tiče zdravja. In jaz sem to zelo resno vzel in začel
še tisti popoldan začel teči. Da ne bom predolg, zakaj tek in tako naprej, to sem nekako na hitro razdelal, ker je pač tečeš lahko v vseh vremenskih razmerah. Recimo kolo je ovira dež, je ovira sneg, plavanje je, moraš imeti bazen in tako naprej. In sem pač videl, da to gre, da mi gre, da lahko, čeprav sem mogel po prvem teku tisto popoldne iti 1 uro ležati. Pa sem pretekel ne tako malo, ne tako veliko, 10 kilometrov. In potem še isto leto, naslednjo leto, ker to je bilo avgusta, sem se udeležil tek trojk, 28 kilometrov je bilo takrat, zdaj je 29. In sem vedel, da to gre, pa ne samo to, da gre, ampak da nisem bil najšibkejši člen v tisti trojki. Potem naslednji je bil maraton državnosti v Celju, ki je bil tudi ta zadnji cel, ki so ga potem zaradi vročine in tako zaradi slabe udeležbe prepolovili. Sem mislil, da bom umrl, sem se prevrnil, sem pač naredil tiste osnovnošolske napake, sem tekel kot prva polovica, pač tako zelo dobro, drugo polovico bi pa malo umrl. Potem je pa prijatelj nahecal, ne morem drugače reči, da sva šla Logarska dolina, to je bilo leta 2001. Sem rekel, kje bom jaz Logarska dolina 75 kilometrov, pa si ne, boš tekel tako kot jaz z mano, lepo in res sva tekla tempo tam 5:30 ali kakor ga je on določil, pač 30 sekund, manj kakor nekako na maratonu. In sva lepo za tiste čase zelo dobrem času prišla v cilj, ne preveč utrujen, mislim, sam sebi sem se pač nekje čudil, kako to, da je to tako gladko šlo. No, potem sem pa ponovil to drugo leto, da ne bom zdaj predolg, drugo leto, to je 2002, in me je tukaj nekako klasična bolečina ultramaratonca na koncu in sem se ustrašil, sem rekel, joj, pa še drugi so pač nestrokovnjaki oziroma poučeni v teh tekih, rekli, ja, ti se boš uničil, ti boš invalid, to ne smeš tako dolgo teči. In jaz sem to pač izkoristil in sem prenehal z dolgimi teki, največji je bil maraton, pa še to se pravi, treniral sem največ 13-14 kilometrov daljavo za maraton, prijavljali smo se na mednarodne maratone, da smo prijetno s koristnim in je bilo to tako bolj, kakor radi uporabimo angleško značico, na easy, lepo, cona udobja, 4 maratone na leto, vse skupaj sem pretekel 1500 do 2300 kilometrov, to pač je bilo pač tista doba do 2008, recimo, res tečeš zato, da pač, kot sem rekel, prijetno s koristnim, pa še kaj drugega zraven. No, če sem pogledal tvoje rezultate na Ljubljanskem maratonu, ker je dobra statistika vseh teh let, in takrat si ti maraton dokaj, rekel, suvereno odtekel 3 urah pa pol vsako leto zapored, potem se je pa zgodil ta preskok, praktično istočasno, ko si se na eni strani začel podajati v ultravode, na drugi strani pa teč maratone, tudi te večje svetovne, takrat si pa te pol ure gladko odrezal in zdaj si bil maraton pod 3 urami. Kaj se je takrat zgodilo? Si začel bistveno več trenirati, si našel izzive, rekel, na eni strani v maratonih ultrah
kaj je bil povod, da si pojačal vse skupaj? Povečal sem število kilometrov, tudi sem pač upošteval stroko, kar se tiče seveda maratona, ne. Na področju ultramaratona trdim, da še ni izdelana in še ni, to lahko pozneje. In sem pač tudi se vračal k prebiranju, nikoli nisem prebral celo knjigo Jogginga do maratona, kar je pač nekje brevir svetopismo maratona, da je tam nekje meja, če hočeš dobro oteči svoj maksimum, letni, mogo me rad, kilometrov, okoli 3000. No, in takrat sem povečal na 3000, prilagodil treninge, se tudi posvetoval z strokovnjaki, ki so na slovenski sceni, vključno z Kejžarjem. No, z Romanom Kejžarjem, ja, tako. Ja. Sem pobral vse te nekako bi rekel cvetke in sestavil in videl, da to gre, a ne, da gre, ker ne vem, nekje sem prebral, pa tudi razmišljam, da sanja vsakega maratonca rekreativnega, seveda, je tam okoli pod 3 ure pa pol, a ne. No, in sem rekel, jaz se bi pa dal pa po 3 ure, a ne. Aha, pa spodbudilo me je, ne vem, tista, ni jagoda na torti, ampak ali kakor že mi je pa dal, se mu zahvaljujem, Igor Kogoj, ki me je vprašal, sem bil pol leta pri njegovi skupini triatlonski. Kakšen plan imaš, pa kako bi rad, kako hitro bi rad tekel, pa tako naprej. Pa sem rekel, to bi rad, kakor Matjaž Vrhunc, ne, kot 3 ure ali pa tam, je rekel, ti pa Matjaža Vrhunca ne moreš. No, pa nisem verjel, ne. In sem bil vesel, da mu nisem verjel in sem rekel, hočem si dokazati ali probati izziv in seveda to me je tudi potem gnalo naprej, kakor si že omenil, na te svetovne maratone, da bi tekel pod 3 urami. In če lahko nadaljujem, za to nečimrnost, za katero sledim, ne, sem mogel iti 4-krat v Boston, 3-krat mi ni ratalo, to 4-tič mi pa je, in to leta 2017, ker sem bil star že v 53. letu, ne. In to imam tudi osebni rekord maratona 2:52, pa še, kakor pravijo naši južni bratje, kusor. 2:52 je vrhunski čas, Mirko. Kot si rekel, napadal si te svetovne maratone, na nekih teh evropskih, bom rekel, avanturah si bil tudi z nami, z našo skupino, z našimi fanti in dekleti. Vem, takrat si bil že kar dober maraton, potem si začel hoditi na te hitrejše, si zapopadel ta projekt SUP3 na vseh večjih 6. In potem sem enkrat bral članek, ti si bil najbolj zanimiv, ne? O tebi, Kastelic ga je napisal na Siolu. Mirko Miklič je vsa pravila maratonskega teka podrl, v ponedeljek je laufal Boston, čez 6 dni je laufal London gradko po 3, Boston takrat še malo nad 3, ne. Vsa pravila o regeneraciji, o tem, da je treba med maratoni počivati, o tem, da 2 maratona v 3 urah noben človek v enem tednu ne more preteči, je Mirko Miklič postavil na glavo, ampak dranil pripis, kar je tem norim utlašem že nekaj običajnega. No? In ta avantura me res zanima, ne? Se pravi, potoval si, takrat se vem, da so bila še na vezi praktično iz ene destinacije na drugo, kako dejansko si bil res kot dobro pripravljen, da si to tekel, vendarle si bil v nekem ultraškem treningu, gnala te je ta želja
po teh pod 3 dosežkih. Kaj še? Se spomnim, ja, ki je pač, pa še nekdo drug je zapisal ali izjavil, mislim, da je bilo na Kodeljevem, ali je bil Klemen Lavrenčak ali pa celo nekdo drug, je rekel, ja, Mirko nam ruši tekaško teorijo o počitkih. Jaz bi zadnjo svetovno prvenstvo, bi se pač, da ne pozabim, zadnjo svetovno prvenstvo je bilo na 24 ur v Albiju, mislim, da je bilo 2019, ko smo bili, je bil 3 tedne ali 4 po Špartatlonu. Tako. In na Špartatlonu je zmagal Tomas Bodis, Mačar, ne? In na 24 ur v Albiju je bil samo, mislim, da je bil drugi. Aha, ja. Sorokin je zmagal, ne? Ampak Sorokin je pač drug kaliber, mislim, v redu, ampak kaj to pomeni? Da ta teorija o počitkih za ultramaratonce, to se pravi, teorija o počitkih za, ne vem, polmaraton ali pa ne vem kaj, pač ne more držati, ne zdrži. Ne zdrži. In jaz sem se po teh dogodkih pač čudil, kako so, ne vem, trenerji ultramaratoncev na svetovni ravni, ne vem, ampak na slovenski sceni tako prepričani, da ne more ultramaratonc preteči več kot 4 maratone dobro na leto. Joj, ali pa to preveč tečeš. Jaz trdim, da preveč teči ne moreš. Marko, si maratonc, si ultramaratonc. Ko ne gre, ne moreš narediti več koraka. Kako lahko preveč tečeš? To je tako, kot bi preveč delal ali pa bil preveč pošten. Poštenost je ideal, tega ne moramo si doseči. Ne moreš, ker te ustavi. In še eno, Matej Tušek je nekje pred 3-4 leti bil gost pri Dnevniku ali tam nekje pri Bergantu in po Ljubljanskem maratonu in je govoril, joj, na 21 kilometrov je še teči zdravo, na 42 je pa že škodljivo majhno manj. In to športni psiholog, ki se rangira tle v Sloveniji kot neka persona, ki več ali manj vse ve in ne. Meni je kar zadrževalo, ne vem kaj, da ne bi šel pa poklical na televizijo in tako naprej. Prvič, kako Bergant lahko povabi, ker sam tekač takega, ali pa ga ne ustavi v samem pogovoru ali pa demantira, ker samo dejstvo na Ljubljanskem maratonu tisti dan na 42 ni bilo nobene intervencije, na 21 kilometrov jih je bilo pa 27 intervencij. Torej, kaj je kje tle se, ne. In v tem športu, ki je vzdržljivostni šport, svetujejo in pametujejo taki, ki pač, da ne bi kakšno besedo mogel nazaj imati, ker nimajo referenc na tem področju. So lahko teoretiki, ampak mi s to teorijo njihovo si nimamo kaj pomagati, pa ne samo to. Ta teorija je zelo zavajajoča in škodljiva. In zato, če lahko kar nadaljujem, smo se, če hočeš, borila in z, ne vem,
tudi z administrativnimi preprekami, da ustanovimo atletski klub Ultramaraton Slovenija, da damo nekaj teh praktičnih napotkov našim zanamcem, našim tekačem, ultramaratoncem, da se to razvija, da gre naprej, ker Slovenija ima potencial, kar se tiče ultramaratona. In ne bi, če noben to ne razvija, če ne pokaže smer, da se zavija v svoj, v svoj mehurček, tako kot se je naš legendarni tekač Mravlje, ki bi lahko dajal nam in take in take drugačne izkušnje, pa se nekje ne vidi to potrebo in priložnost. Da odgovorim na vprašanje, kaj se je, mi takrat, ne vem, kako si pač omenil to, premaknilo, recimo leta 2010 ali pa ne vem kaj. Seveda, zmernost na vseh področjih, ne samo pri kilometrih, ampak tudi pri prehrani, pri pitju. Zmernost, sem postal vsejedec, omejil sem ogljikove hidrate, ker je tudi za nas tekače je v današnji prehrani preveč ogljikovih hidratov, veliko sem v tej stvari se posvečal, razmišljal, tudi pri pitju, mislim tekočine, pitju, ker eni teoretiki pa tudi praktiki pravijo, ja, moraš piti čim več. Ne, piti moraš dovolj, ne preveč, ne premalo, pa piti vodo. To je zelo pomembno. Ne se recimo celih 100 kilometrov piti ali pa 200 energijske napitke, pa ne vem kaj. Jaz pijem predvsem vodo. Voda je tista, ki čisti organizem in daje hidracijo. Čaj, kava, kisla voda, ni voda, so napitki. In ti napitki so mnogokrat škodljivi, telo potrebuje na dan brez kakšnih aktivnosti minimalno 1,5 litra vode, od tega porabijo možgani 80%. Če pa tečeš, pa to vsak si pa sam tudi po občutku, ker vsak organizem je organizem za sebe. Če jaz rabim 1,5 litra, mogoče nekdo 3 litre, drugi z enako težo, seveda drugačno sestavo telesa, pa rabi mogoče samo liter. In tukaj ni pravila, ni uravnilovke, je pa dejstvo, to sem jaz prišel do spoznanja, tako in tudi preko strokovnih člankov in pač ljudi, ki se s tem ukvarjajo, da voda. Če telo nima vode, to se 20, 30, 40 let bistveno pozna, ali pa že hočemo skozi 1 leto, odvisno od trdnosti organizma, in se dela škoda. Bravo. Voda. Ja, vodo, ki so jo mogoče so demonizirali v zadnjih letih na maratonskih tekmovanjih, ker ne bi področala pri določeni populaciji, ki zelo počasi teče, so hiponatremijo, ampak to so res izredni dogodki, po drugi strani za vse nas, je voda res vitalna, in jaz se spomnim,
ran prej so govorili o Trans-Sloveniji 2010, sem se nalil s tistimi barvastimi pijačami, 3 dni, 4. dan se mi je vse uprlo, dejansko vse, kar je imelo okus, in sem potem na tisti vodi vztrajal do konca in mislim, da me je revitalizirala, kot ti praviš. Še to bi, tečemo za zdravje. Prosti, tečemo za zdravje. In jaz, da bom dober tekel, se nalivam z energijskimi pijačami, ki so, ni treba, da si preberemo, lahko samo na okus, pač vse drugo, kakor zdravje. Vključno z geli. Na tekmi jem avokado, banane, tudi si pomagam z geli, ampak res to na svetovnih prvenstvih, ker je pomembno, pa na takih, ker je pomembno, ker je to le energija in se drugače težko dobi, ker je skoncentrirana. Drugače pa bolj met in tako naprej. Domači. Ja, o prehrani vem, da si veliko govoril tudi o teh hidratih, to mi je bilo zanimivo, tudi jaz sem bil, dolga leta proponent te bolj low carb prehrane, zdaj sem pač vse jedec, ampak si doziram vse zadeve dejansko po okusu, ker se mi zdi, da na koncu, ko poznaš svoje telo, ti to pove, kaj želi in ga moraš poslušati. In če so že zdaj pri tvojih ultraških podvigih, prej sva začela, da si se začel spogledovati tam že zdokaj zgodaj s tem ultra svetom, potem si ga za nekaj let zanemaril, potem se na polno vrnil. Po letu 2010-2015 smo te že videli na štartu, oziroma potem tudi na cilju ultra balatona, v tem delu Evrope najbolj razvpite, najzahtevnejše dirke za tiste, ki tega ne poznate, to je 222 km okrog Blatnega jezera na Madžarskem, sredi poletne vročine, zahtevno hudir. No, Mirko, ti si, če se ne motim, 2015 prvič nastopil, pa ne samo nastopil, prišel si v cilju med prvih 10, odtekel pod 24 ur, kar je vrhunski rezultat. Se pravi, tukaj se je pa že pokazalo, da si pač delal za to, da imaš, bom rekel, glavo naštelano na pravi način, pa da si na način tudi, rekel, morda so talentiran za ultratek. Zdaj sem se spomnil, kaj sem izjavil na enem intervjuju, da ultramaratonec postaneš takrat, ko spoznaš, da začneš teči, ko ne moreš več. Bravo. Ker, ja, res je, mislim, da je bilo 2015, je bilo tam okoli 24 ur, 2017 je bilo pa 21 ur pa pol na ultrabalatonu. Vidiš, da gre in da pač prve vrsti se ultramaratonc ne sme smiliti samemu sebi, greš preko svoje namišljene, ne vem kakšne bolečine, pač greš naprej. Vsaka tekma je preizkušnja vzdržljivosti, koliko si pripravljen narediti na sebi, za sebe, treniraš potrpežljivost, ki ti v vsakdanjem življenju še kako pride prav. Tudi vsakič, ko pač zdaj zadnje čase tečeva z Zajcem, z Borisom Ivanovičem, tečeva vsak vikend, greva soboto pa nedeljo pest. Ja, ga ni dneva, ko tečeva, da si mislim, pa ja, ki bi bilo že konc, pa je šele 5 kilometrov včasih, ne. Ampak tam je čar. Spet si uvedel tisto, ker tudi mene večkrat, pa lansko leto sem kakšen kilometer več naredil, tudi letos ga, pa me včasih, tako težko je iti, pa si rečem, pri vseh teh po 30 letih bi to moglo biti že samoumevno, ampak ni, nekdo mi je rekel, se spomnim, ko sem bil star 25 let, ak se pol navadiš, teč je pa lažje, sem rekel, nikoli ni lažje, samo mogoče si hitrejši ali pa vzdržljivejši, zmer je naporno, zmer je trening je, rekel, zmer zahteva angažma, če
ker tudi sam od sebe to terjaš najbrž. Ne? Lahko še eno tole dam. Pa je bil, šči mi je zadnjič rekla, pa mislim, da mi je tudi sin že, ker smo tako, ko hodimo, ko gremo na sprehod ali pa oči, ali tudi ti dihaš? Tudi jaz moram noge premikati. Kako si to predstavljajo ne tekači, ne maratonci, da to je za nas pa šala mala. Seveda je lažje, ampak vseeno moramo narediti tukle in tukle korakov. Vsak korak šteje. Eno, Janja, je bila 5 let ali pa že malo starejša, ja, oči, se boš dal kartico, ja, se ni treba plačati, ja, to gledam tako. To je isto, velikrat, ne samo enkrat, pribije, ampak to z vso prepričanostjo sogovornik, je pa se to tepni nič. Je pa ja, tepni nič 50 km, seveda ni. Isto je kot tebi. 50,000 korakov, mogoče jih bom jaz naredil 45,000, jih boš pa 55,000, ko si pač prepričan, da ne moreš hitrejše, kot jaz, kot že. Ja. Ampak nič ni ta korak šteje. Nič ni samoumevnega, tako. No, zato, ko se vram, kot človek, recimo tudi tvojo, zdaj že pestro kariero gre pogledati, pa gledaš tiste balatone, pa špartatlone, se zdi kar kot samo v sebi umevno, pa 26 ur, pa to sej, Mirko to zmore. Potem, ko dejansko kakšno stvar od blizu vidiš, da delš od tega, da zadnji je ogromen ur, pa rekel, fizična in mentalna energija, in če so pri špartatlonu, če je bil balaton neka uvertura, bom rekel, ta špartatlon, to je bilo nekako organsko, da si tja pač moral iti. Tja si šel 2016, to je res epska dirka, kamor sprejmejo tistih 400 tekačev, tretjina jih pride v cilj, zahtevna je, pa rekel tudi za vse tiste, ki pridejo od zunaj, pa mislijo, da so prelaufa že neki, si polomijo tam zobe. Kako si ti doživljal recimo svojo prvo šparto takrat? Prvo šparto sem jemal v pričakovanju, ne toliko v strahu, kot zdaj vsakič, ko grem. Bolj kot strah, zdaj je kot strahospoštovanje. To mi je bilo res tista pika na i, če to pretečem. Ko bom to pretekel, sem dosegel v teku to, pač kar sem si zadal leta 2011 preteči, ko sem začel ultramaratone teči, preteči špartatom je nekje ta cilj. Je pa bilo pač polno neznank, prej sem se pozanimal, zelo veliko sem dal poudarka na branju oseb, ki so to pretekle, tudi naše ultramaratonce sem zbral na kupu in pač so mi dali na svet Čufar Nataša, Primož Žič, in tako naprej. In ni ga vraga na 130 kilometru v levem kolenu, nisem mogel, v levem kolenu me je zabolel, in ko sem začel po okrepčevalnici teči, nisem mogel, sem začel hoditi, bolel, ampak sem rekel, ne morem odnehati, ne bom odnehal, šparta je šparta, gremo naprej, bom pa hodil, bom videl. In nekako sem pregural tistih 30 kilometrov, je bilo težko, potem se je pa očitno toliko segrelo,
kolenu, da sem spet nekako z manjšimi bolečinami pretekel Špartatlon do konca. Ampak gnala me je pa odločenost, ne, tudi če dokler ne plezam, grem, tle sem prišel, ni povratka, nazaj ni povratka. In prišel cilj v zelo dobrem času, 29 ur, ne vem, pa še nekaj, v času, ki ga populist Dean Karnazes ni, je v 33 urah, potem se je še enkrat zapičil, ne vem, 2017 smo bili ali 2018, je samo štartal, pa je tam predaval, no, mislim. In me je vsa vera v tega ultramaratonca padla tam. Po tistem sem prišel domov, takoj na slikanje, in je bilo izlitje tekočine v levem kolenu, kolenski sklep. Izlitje tekočine, diagnoza, nič hudega, se bo poštimal, in to se pravi, sem začel čez en teden spet polahko teči. Ta prvo kilometer pa pol, potem naslednji dan pa že 10 kilometrov. Zakaj? Ker sem imel pa to se pravi 1. novembra, tam okoli 1. novembra 2016, sem imel pa že New York maraton, seveda ne kakršenkoli New York, ampak preteči po 3 ure. In nisem imel časa, jaz tam ajati koleno, teh sem ga pač prepričal, da je sodeloval. In sodeloval, in sem res bil takrat se začel prepričevati, da ta teorija o počitkih res ne more zdržati dolgoročno. No, in takrat je bil Franci Teraš in tako naprej. Je bilo pač res v lepem pozitivnem spominu, kaj lahko narediš iz sebe. Seveda ni to primerljivo z Petro Majdič, ki je šla zelo mnenje, ampak je pa tam, da se da to določene stvari, če res niso res prekinjene vse življenjske energije, da se da iti naprej, pa premagati nekako tudi fizične zapreke. Kot da ni že dovolj, da si Špartatlon pretekel, pa potem se ti maraton. Naslednje leto si se vrnil, ampak tokrat s točno določenim ciljem, teč na čas. Si ne predstavljam, pač Špartatlon se pripravljaš, pač, da preživiš, ampak ti si šel pa tja napadati čas Lojzeta Primožiča, tistih 26 ur pa neki, si rekel, jaz bom tekel bolje. Kako pa teč potem 26 ur s tem v glavi, zdaj pa to drug fokus, tam je, ni samo več preživetje, zdaj pa še ura, ki te preganja, noro, mislim, res nor zalogaj, ki si ga, mimo grede, potem tudi uspešno opravil. Ja, izziv. Zakaj pa ne? Daš pač vse od sebe. Tudi v športu človek, pač sem prepričan, da mora dati najboljše od sebe. Potegniti pač seveda, kolikor je sposoben fizično in mentalno. To gre z roko v roki. In noben pa ne ve, kje so meje. Kilian Hornet, ki je napisal knjigo Nič ni nemogoče. Samo zdaj verjetno ultramaratonci tudi njega prebirajo. Seveda
Jaz ne priporočam, da se ljudje pač navdušujemo, ampak da ga posnemamo v tej obliki, ker on je po svetu, se mi zdi, življenje športu. Nam je pa to način življenja in je to samo dodatek, da lažje skrbimo za družino, za podjetje, za vse ostale stvari, ki so zelo, zelo pomembne, ker šport ni najpomembnejši, niti ni pomemben v samem življenju kot tak. Ampak šport nam pomaga, da vse stvari rešujemo lažje. Ne idealno. Idealno je pač teorija. Lažje, bolje. Bi se vrnil k temu vsak dan. Mama me je vprašala 2005, ko sem prišel prvič pač ne druge celine, bom kar povedal v Afrike. Ja, pa mama ne boš nič vprašala, kako je v Afriki, ga je moj brat je vprašal, prav, kaj ćemo vprašati? Sej ne more biti nič drugače, kakor pri nas. Zjutraj morajo ljudje ravno tako vstati, se morajo pač boriti za to, za ono, za sami sabo in bi še enkrat se vrnil k temu, za nas tekače ni nič, se moramo vedno in vedno znova odločati, čeprav nam je že to rutina, ampak vsak dan je skušnjava, da pa ne bi šel to, da bi šel nekaj drugače. Tudi v teku, ko tečeva, recimo zadnje čase, ko sem že omenil Zajca, pa dajva malo pritisniti, dajva iti iz cone udobja, ko tečeva 5:0, pa poženeva, da greva ven iz cone udobja. In s tekom se pač naučimo hoditi iz cone udobja in potem uživamo v tisti coni, ko pridemo v cilj, vsaj tiste 5 minut in tako naprej. Tistih 5 minut, povej mi še vseeno, se zdaj rekel, ni šport glavna stvar v tvojem življenju, delč od tega, ampak vseeno, ko si se pa dotaknil noge kralja Leonidasa v Šparti, tisti pa je bila pač rekel, eksplozija nekih emocij, tam si se pa počutil izpopolnjenega ali pač? Ja, imaš občutek, da si dosegel cilj. Si zmogel, si šel čez vse prepreke. In da v življenju dobiš občutek, da v življenju ni nobene stvari, ki je ne bi mogel prebroditi. To te utrjuje, to je dobiš na samozavesti, vsekakor da prida to k samozavesti. In si zaradi tega lahko boljši poznavalec drugih ljudi, da znaš ceniti tudi ali pa sploh razumeš tudi tiste, ki ne morejo teči, ki nimajo poguma in spoznanja, da bi nekaj premaknili v svojem življenju. In imaš nekako spoštovanje, meni je to, svet se ti pač tudi drugače vidi, ker ljudje smo nagnjeni, da bi vse sodili po sebi, in se pač to ti tudi doda temu, da ne sodiš, ker vse je v razumevanju. In ne vem, da ne bi šel predaleč.
Verjamem, da tam zunaj najni poslušalci in gledalke špičijo ušesa in da te bo marsikdo potem le še kontaktiral. Vem, da je tam cel nebroj ljudi, ki imajo Špartatlon kot neko visoko postavljen cilj v svojem življenju in jih bo zanimalo, kaj ima še za povedati. Tako da verjamem, da te bodo kontaktirali. Vseeno mi mogoče pod črto tega Špartatlona povej, je pa tam kakšen del, zdaj si bil že 3-krat tam, vsakič si ga uspešno pretekel, ti je na Špartatlonu kakšen del izjemno težak, oziroma so kakšni predeli, ne vem, tisti nočni vzpon na Sangas, mogoče tista dnevna vročina, kakorkoli, tako težak, da si bil že na tem kdaj, da bi pa tam, če bi ti kdo rekel, da se pa vsetu tale avto, pa te peljemo nekam na hladno, z veseljem sprejel ponudbo. Tam pred goro ne, sama gora mi ni predstavljala nikoli kaj posebnega razmišljanja, da bi odstopil ali pa da bi mi je težko. Ampak vsakič se mi je pojavilo, da je bilo mi najtežje tam na 200 kilometrov proti jutru, ko začne nekje se svet prebujati. In ni tazga vzpona, je pa rahel, mislim, da je klanček, tako je ne vem koliko kilometrov, ker to je težko oceniti v jutranjih urah, ko si pač zaspan, utrujen in tako naprej. In tam se bi pa želel, mislim, tudi, da bi se vlegel, da bi odstopil, ne moreš, težko noge premikaš. Tisti je pa kot nekaj, in da te zemlja vleče kot magnet, tam je najtežje, pa do enega od 200 do 225 kilometra. Potem se pa začenja že tisto zmagoslavje. Pa to, poj pa že ni več ovir, pa že pozabiš na noge celo, a ne? In je bilo, če ni bilo na 2017, ker sem pač se prevrnil se potolkel še koleno, ne? Ja, ampak sem se pobral pa naprej in še niti nisem dobro opazil, je opazil Peter Kastelec po slikah, ki je pisal članek. No, kaj me je pri tebi, ali pa nas je mnoge pri tebi še fascinirali, poleg tega, rekel, maraton za vikend, pa teorije počitka, ki si jih postavil na glavo, je še to, kako zdaj združevati dva, rekel, protokola treningov. Na eni strani si recimo odtekel Špartatlon, si zanj pripravljal, za kar sklepam je treba pač veliko distance, vzdržljivosti in tako naprej. Na drugi strani si šel čez par tednov, pa ne vem, recimo, prej si v New York ali pa na maraton in ga odtekel za rekreativca v izjemno hitrem času, pod 3 urami. Kako ta dva protokola pač združata? Poznam veliko maratoncov, ki trenirajo za maraton po 3 ure in so fokusirani, rekel, na intervale, na hitrost, na še vendarle 100 km na teden, po drugi strani pa ultraše, ki to, rekel, količino kilometrov podvojijo, ampak so vsi ti kilometri bistveno krajši. Kaj si pa ti počenjal, da si hkrati bil ultra vzdržljiv, pa še hkrati tudi hiter? Prepričati se, da gre, pač naštimati, ne najdem slovensko besedo, tempomat na to hitrost, ne gre drugače. Kaj pa trening, sam trening recimo, si še vsem delal intervale, delal stotke za vikend, pa intervale v torkih ali kako? Po Špartatlonu, recimo, če gledamo tisti teden, tisti mesec od Špartatlona do New Yorka, seveda sem treniral po planu za maraton, s tem, da sem seveda poudarek na intervalih. Prej pa ne, recimo pred Šparto. Tudi pred Šparto sem hitrost. Če ne bi hitrost treniral, ne bi mogel v 26 urah, a ne? To vsekakor. Se pravi, se to da združiti po tvoje, a ne? Hitrost sem treniral, nisem jo pa razvil pretirano na Špartatlonu. Če bi jaz razvil
tisto hitrost, ki so mi noge nesle. Jaz sem se mogel nazaj držati prvih 80 kilometrov, da nisem šel prehitro, ker jaz sem bil takrat natreniran za obe disciplini. Ja, mislim obe, kolikor se to da, a ne? Seveda. Kar pa recimo trenutno nisem. Trenutno sem po številu kilometrov imam recimo 30 do 40% več kot 2017, ker in v primeru, da bi zdaj šel na maraton, bi mogel, ne vem, če bi bilo dovolj 4, bi mogel kar 8 tednov trenirati za maraton, če bi hotel po 3 ure. Hitrost spet dodati, da bi... Ja, ker imam preveč, ker to je lahko kontraproduktivno za samo hitrost. Jaz se recimo, če primerjam Andreja Masi, ki je rekel, da zdaj nazadnje, ki je bil v Kranjski Gori, da za dekleta, ki je komentiral alpske smučarke, da ko preide v hitre discipline, povratka nazaj na slalomski vrh skoraj ni. Je pač, so drugačni gibi, to je ono. Seveda govorimo res za profesionalce, za to, ampak tukaj v ultramaratonu smo tečemo in treniramo kot profesionalci, čeprav nimamo tega statusa. V Sloveniji je pač kar nekaj ultramaratoncev, ki bi po teh merilih smo profesionalci. Tukaj kilometrov, tukaj tega, tudi ko pridemo na mednarodno sceno, nismo tam pri repu, pa imajo res države, ki to podpirajo finančno in moralno, atletske zveze, recimo Hrvatje so recimo na svoje ultramaratonce pa ultramaratonke ponosni, vlagajo v primerjavi, mi smo bolj tam samouki, mi se borimo, da bomo prepoznavni, da bomo osvestili slovensko javnost, da je to šport prihodnosti, da je to šport za vsakogar, ki mu ni treba imeti bogate starše, tako kot za druge športe, ne bo smučarija, tenis, kolesarstvo, tukaj je pač, kot sem že prej omenil, tečeš lahko v vseh vremenskih okoliščinah, potrebno je samo imeti športne tekaške copate, vse ostalo pa že ni več tak strošek, vključno z, lahko v boksarcah tečeš do teba, da te ne užuli, ni treba nobenih dragih past, pa žal, pa kakor že koli po domače rečemo, z oljem se namaži. Z oljem, če nimaš za olivno, čisto navadno, ne bo te ožulilo, samo malo bolj na debelo, vse gre in tako naprej, pa stvar steče. Namazal ilustracijo za najne rekreativce tam zunaj. Mirko, recimo, je sposoben preteči maraton 4 minutami na kilometer, preteči 100, recimo, v 5 minutah za kilometer, pa 14 ur laufati 6 minut na kilometer, tako da si v tem malo predstavlja, ko boste šli sami na naslednji tek ali pa če zdajle tečete. Prej si omenil 3000 kilometrov na leto za dobrega maratonca. Koliko kilometrov na leto pa ti zdaj opraviš kot vrhunski slovenski ultramaratonec? Primerjavo, jaz naredim 6000. Dvakrat toliko. Se pravi, se ne približaš unim 10 000 kilometrom, katerimi operira recimo kakšen Jim Walmsley ali pa kaj podobnega. Upam, da mi ne bo, mislim, da mi ne bo hud,
Boris Ivanović Zajc in Luka Videtić. Povem, da Luka Videtić ali Videtić, ne vem, kako se pravi. 10 pravi, kaj ne? Jih je čez 10, eden in drug. No, in ko sva tekla s tem, da je v mladosti, Luka ne bo poudarka dejal, sva se dajala, če hočeš, na obmrzli reki, kdo bo prvi, kdo bo drugi. Mi je na koncu pač povedal, je rekel, mogoče je pa to kontraproduktivno, da sem jaz še enkrat več kilometrov naredil, kakor ne, da preveč tečem za samo hitrost. Ampak ni pravila. Ni pravila. Vsekakor, če se naslonimo na knjigo, ki se mi zdi zelo, zelo, zelo praktična, kar sem je že prej omenil od jogginga do maratona. In tudi, kakor je Nataša Robnik zapisala zadnjič na Facebooku ali na Viberu, to ne vem, da kombinacija kvalitete in kvantitete, čeprav ona pravi, da daje bolj na kvaliteto. Seveda, zdaj, kakor se kdo to predstavlja. Eno z drugom, raznovrstni treningi, število kilometrov so pomembni, je pomembno, ampak spet ni pravila, tako kot sem prej omenil pri tekočini. Eden pri istih kilometrih rabim pol manj tekočine kot drugi. Lahko, dokazano. Vse to je tako, kakor je kdo pač ima ta odvajalni, spremljalni, ne vem kakšen sistem telesni. Ni pravila, vsekakor je pa pravilo. Brez treninga ne gre. Je treba garati, in to ne kampanjsko. Počitek, če hočeš biti, to je pač moja, če hočeš biti dober ultramaratonec, najmanj 5-krat na teden trening. Kar je več kot en dan, pa naj bo v izjemnih okoliščinah 2 dni odmora, je preveč. Velikrat razmišljam, se spomnim grškega reka, antičnega, kakor že, v šoli življenja ni počitnic. Pri ultramaratonu ni dopusta. No, in če se navežemo na to, kar si pravkar rekel, kako pa se Mirko Miklič, ki je fenomen v smislu, kar se regeneracije tiče, regenerira. Kaj pa uporabljaš poleg počitka samega? Ne vem, so tle čuje masaže, kakšni akupresura, kakšne druge metode, s katerimi svoje mišice vendarle spravljaš v neko optimalno stanje, da so pripravljene za vsakodnevno garanje? Za Božič 2017, po najboljšem špartatlonu, mi je prišlo do prekinitve komunikacije med ledvenim delom L2, L3 in je bila prekinjena komunikacija s kolenom in sem imel grozne bolečine. Pa to ni bilo zaradi teka, ampak zaradi število kilometrov prevoženih z avtomatskim menjalnikom v avtu in to se je počasi pač kakorkoli, da ne zaidem. Ti se spomniš, takrat sem bil jaz mrtvo bolan, mislim, gospodarko, kar že hočeš imenovati, ker sem se tudi, da sem sploh 1 uro pa pol zaspal, sem se celo mogel nekako drogirati in tako naprej. In športni zdravnik me je pač Martin Zorko, fiziater, rekel, to bo spustilo čez pol leta, leto, ne vemo,
in tako naprej. Seveda vse preiskave sem dal skozi, nisem hotel iti na, kako se reče, elektrošok, na blokado, ker sem se bal, da bi tukaj informiran, da lahko pride do brazgotine, do posledice, kar je pač pri mojem športu pač še pomembno. In sem rajši počakal, naredil vse preiskave in potem k sreči prišel do metode, ne akupresure, ampak naprednejše metode, ki se imenuje akupunkturna masaža po penzelj, ki jo izvaja pač Rado Ribič in mi je z izravnalnimi potegi, energijskimi potegi, to se pravi akupunkturna masaža brez igel, spodbudil telo, da se je samo poravnalo v prvotno lego in mi je spustil in se mi je, in od takrat naprej koristim to najnaprednejšo metodo v izravnavi energijskega sistema. To se pravi, koristim ta servis vsak mesec ali kakorkoli, ali že po potrebi, in sem tudi opustil klasične masaže, kjer ta deluje na sproščanju, klasična pa bolj na pritiskih, pa sem prišel preko strokovnih člankov in preko razmišljanj do spoznanja, da klasična masaža prej pride ali pa lahko dela, povzroči nasilje nad telesom, tukaj ga pa ne, ker ga sprošča. Drugo, in me je pač, sem dobil takrat bolniški stalež do junija 2017, konec januarja sem prišel do akupunkturne masaže, da mi je pač prostil in skomuniciral le 2 nedelji s kolenom. Februarja sem šel že smučat, bolniški, potem sem šel probati že neke apteke, tako naprej. Zdravnik, fiziater mi je strogo prepovedal tek, pa razen plavanje. Ta moj terapevt, če ga lahko tako imenujem, mi je pa rekel, ja, lahko, če boš lahko. In sem kar začel in je šlo, kakor je šlo, in da sem spet nazaj prišel v formo. In maja 2018, to se pravi po slabih 5 mesecih, je bilo evropsko prvenstvo v Temišvaru in smo šli, ekipa, reprezentanca, smo šli na teč 24 ur Temišvar in glej ga zlomka, če se lahko tako malo pohecam, sem pretekel 223 ali 223 kilometrov, če ne bi bilo neprimerno, če se pa hvalim, najboljše od vseh kar Slovencev. Tako. Čeprav sem si želel in pričakoval, da bo pač drugi udeleženci boljši, in si tudi zdaj želim. Jaz si ne želim, da sem jaz najboljši, ko gremo na svetovna evropska prvenstva, ker zastopamo Slovenijo. Jaz si želim in na tem delam in na tem delamo, zato smo ustanovili Atletski klub Ultramaraton Slovenije, da usposobimo, privabimo člane. Seveda, ne računam na starejše, ker sem že jaz podmladek, da se navduši, da prenesemo izkušnje, ki jih imamo. Niso edino zveličavne naše izkušnje. So pa, izkušnje štejejo, ker v ultramaratonu ni trenerja, poklicnega trenerja, ki bi tekel niti 100 kilometrov. Jaz ga ne poznam. Vsi ti, ki služijo oziroma ki imajo, ki se trudijo, vsak je pač mora dobiti plačilo, ampak ki se trudijo, da bi tek postal način življenja,
niso ultra in če nisi ultra, ne moreš nekaj dati. Zelo lepo mi je bilo od Klemna Lavrenčaka, jaz sem bil v njegovi ekipi tekaški, kot ne vem kaj me smatram, zdaj, ko gledam nazaj kot senior, kot neki tam, ki ne spadam zraven tam. Tako, če nazaj gledam, in sem ga pač jaz vprašal, kot on diplomiran športnik, ne, če poenostavim, ki je pač njegov poklic trenerstvo. Sem ga vprašal, pa če niš, glih preden sem šel na ultrabalaton. Klemen, kaj mi predlagaš, kako naj ti? Je rekel, Mirko, kako naj ti jaz predlagam? Bom pa pozanimal se, ker jaz ne vem, kako. Ne? Iz teorije vem, ampak to še ni neki pokazatelj. Se bom pa pozanimal in se je pozanimal in mi je napisal in potem povedal. Sem se pozanimal pri ultramaratoncih, če hočeš to, daj to, daj to, daj to, daj to. Ne? In ti je potem znal se to. Prej omenil Dušana Mravljeta in ga na tem mestu pozivam, naj preda svoje izkušnje, ne jih tako ljubosumno čuvati za sebe in spodbudi mlade tekače. Bravo. No, imam tudi plan nekoč morda zvabiti Dušana v tale podcast, pa bom tole vprašanje prenesel, tvoje oziroma poziv, morda se bo zdaj že kaj umeščal to zadevno, ampak zdaj si omenil si več stvari. Eno je, bom rekel, to rojevanje Akusa, atletskega kluba Ultraman Slovenija, ki je trajalo kar nekaj časa, tudi jaz sem pri tem participiral, vem, da si bil še pod prejšnjim predsednikom na AZS, že 2014, ti pa Neža Mrle sta bila prva slovenska reprezentanta v ultrateku takrat v Dohi, ampak to je bil pa še takrat en poskus, potem spet za nekaj let vse zamrlo, no 2018 končno, tudi, bom rekel, pod tem predsednikom bom rekel, tudi organizacijo Spot, ti si predsednik kluba, v njem so zbrani vsi, bom rekel, slovenski ultraši, ki ta trenutek nekaj štejejo, ta energija je, volja je, delo je, pod slovensko zastavo sedaj lahko se teče, zdaj je konkurenca že taka, da tudi udeležbe na največjih tekmovanjih za posameznikov niso več samoumevne, so že, bom rekel, je kandidatov morda že več, kot je mest na voljo. Mislim, saj si logični predsednik tega kluba, jasno si, vendarle še, čeprav praviš, da bi to žezlo že rad predal, najboljši slovenski ultraš, imaš zmage, rekel, zadnja večja dirka v Sloveniji, 2019, Mrzla reka si jo že omenil, si dobil si recimo, ne vem, 2017 Irdning, to je 24-urna dirka v Avstriji, ne vem, stotnijo in več tekačev, ki sta ga s Natašo Robnik suvereno dobila. Na starostnih kategorijah, na največjih tekmovanjih, bravo, to je to, zmagovita številka. V starostnih kategorijah pobiraš prva mesta kot za šalo, povsod, kjer se pojaviš. Kaj so še tvoji cilji, no, recimo v ultrateku, če tako začneva? Ne? Sigurno bi rad še zaključil to serijo 6 majorsov, pod 3, sigurno ima še ultratekov kakšne ambicije. Kaj bi rekel še? No, mehno se spogledujem z Mont Blanc ultra tist, kako se že imenuje. UTMB, tako, sem tam je verjetno treba imeti več višinskih treningov, potem v Ameriko, ne. Badwater? Kakor se že imenuje. Badwater, ja, tako. Tako, da bi mogoče potrdil, kar sta že zapisala v svojih knjigah, Dušan Mravlje pa Tinka Nazdes, da je, kaj hoče povedati, mogoče veš, da je špartatlon težji kakor Badwater, ja, tako. Ja. Badwater in da je to špartatlon ena
najtežji, najprestižnejši ultramaraton na svetu. Ne. Ampak ni pa to zdaj taka močna želja po odločitev, da bi moral za vsako ceno. Ne. Tukaj prevaga, recimo, da je pač treba iti, ne vem, če že greš, je najmanj 14 dni ali pa en mesec, je povezano tudi s financami, ne zdaj, ali jih imam ali ne, ampak ali je vredno pač toliko denarja vložiti v to, ali lahko ta denar kam drugam nameniš. Ne? Ker Špartatlon je neprofitna organizacija in je popolnoma v športnem duhu. Ne? Ta dolina smrti mi pa nadaljavo deluje preveč komercialna, ne? Da se pa da plačati, pa greš. Pa tle pa v Špartatlonu pa ne moreš plačati, mislim, moraš dati prispevek, kakor so stroški, ampak ne moreš plačati, da prideš noter. Da si mesta ne moreš kupiti, ja, tako. Da si ne moreš kupiti, si ga moreš prigarati. In to je tisto v športu. Bravo. No, moram te še o Akusu vprašati, ne vrste je bil tvoj res osebni projekt, veliko si se angažiral, da je prišlo do tega, zdaj pod okriljem tega kluba, ne, se združujejo ultraši, tudi vedno mlajši, perspektivni, ne vem, zraven so prišli poleg starejših, kot so, ne vem, Boštar, Čufar, Femc Ivanovič, pa ti, ne, zdaj mladci, kot so Krejač, Srnec, Videtič, ne, to so pa fantje, ne, ki si jih na en način, bom rekel, ravno zaradi tega, ker se je ustanovil klub in si jih ti na en način zvabil zraven, začel tu, bom rekel, svoje potenciale še malo bolj kazati pa razvijati. Bi se strinjal s tem? Ja, strinjam se s tem, ampak v tem delu, da sem samo jaz, pa ne, mi smo pač nekako ekipno, res pa, da sem jaz bil glavni, ki sem forsiral to, da se ta klub sestavi, organizira. Še bi se pa vrnil na Jerning, ne? Okay. Pa na leto 2014, ko sva šla z Nežo Doho, jaz pojma nisem imel, da moramo biti člani Atletske zveze, pa mednarodne in tako naprej. To je takrat pač takem je povabil, zorganiziral. Ampak Roman Dobnikar naj je povabil na pogovor z Natašo zaradi Jerning, ki je bilo očitno odmevno, da sva Avstrijcem pobrala prve mesta, ne, v ultramaratonu, takem, ne, bom rekel, za Avstrijo največjim vreten. Ne. In tako naprej. In potem smo se pa začeli zanimati, pa to, pa ono, pač Roman je kazal zanimanje, da bi pač nekako začeli sodelovati, da se organiziramo, in tako je to potem to steklo. No, če smo omenila že fante, ne, pod okriljem kluba, tudi deklet je kar nekaj, poleg Nataše Robnik, ki jo omenjava, pa Neže Mravlje, ki je dolg že na sceni, tle še pač Brigita Burja, Maja Rigač, pa Špela Šaus. Zdaj tudi nove prihajajo, ne, nove dekleta prihajajo. Ti praviš vedno, ne, kadar smo se usedli dol, da ultramaraton v Sloveniji ima še izjemen potencial. Tudi v današnjem pogovoru si večkrat poudaril, da je pač, ko enkrat se da na kup to akumulirano znanje, izkušnje in tako naprej, je to lahko že
dovolj, da se zalaufa in ustroj, pa privabi ljudi, pa izobrazi ljudi, ki se morda sami ne bi, tako pa lažje recimo vstopajo v svet tega zahtevnega žlahtnega športa. Se pravi, je ta potencial še vedno vidiš, ne? Še vedno ti si pač hodiš, zdaj ne, ampak pred korono prav gotovo po dirkah spremljaš to sceno, vidiš ljudi, ki morda rabijo malo več spodbude, zdaj imajo pa tudi možnost, imajo nek domicil, kamor se lahko uprejo, kamor lahko pridejo, kamor se lahko pridružijo, kjer se lahko družijo in tako naprej. Ne. Bo zdaj lažje, se ti dozdeva, da se spremembe tudi zaradi tega že dogajajo v to pozitivno smer. Seveda, Slovenija ima potencial in društvo je nekako promotor in vsak mesec sem pa tja pride novi član. Bila je tudi ideja, da malo forsiramo, da privabljamo člane. Pač jaz zastopam strategijo, da člani se bodo sami javili takrat, ko bodo imeli interes, ko bodo navdušeni, mi moramo samo svoje aktivnosti delati naprej, organizirati treninge, druženja kot taka v obliki teka in razvedrila in seznanjanja z tem športom, seveda v veliko pomoč ali pa promocijo tega so tvoji angažmaji v obliki tako, kot ga je pač danes in v pisnih kolumnah in tako naprej. Tako da se ti zahvaljujem za veliko promocijo ultramaratonskega športa in tudi seveda maratonskega in teka nasploh. Mirko, hvala, to z veseljem počnem, vendarle, v meni še malo, nekje tli neka ultramaratonska želja, ampak to bova potem ob kozarcu vina razpredala naprej. Najin pogovor, spoštovani in spoštovane, bo kmalu že uro pa pol dolg, z Mirkom Mikličem se je zmer zanimivo pogovarjati. Počasi bova zaključila, dragi Mirko, veliko, zrn modrosti si danes natresel. Me pa seveda še zmer zanima, kako kot poslovnež, podjetnik, kot družinski človek, pa še ultraš, vse to združuješ, da si odličen ultraš, vem, da si uspešen podjetnik, si prav tako v uspešnem družinskem okolju. Kako, ali si se pravim, tako fokusiran, ker si high achiever, ker si tak karakter, da vse to uspeš, ne samo skombinirati, ampak tudi počenjati na tako visoki ravni. Kaj je recimo tvoja skrivnost mogoče, če tako polarno vprašanje nastavim? Teči v vsakem vremenu, vseh okoliščinah, organizacija, če veš, da ne boš po domače povedano, če veš, da ne boš mogel popoldne, pač ostaneš zjutraj ob 4. Drugače pa vztrajnost, neustrašenost. Ne glede na to, veliko mojih sotekačev ali pa tako potarnajo, da imajo v začetku, da jih družina podpira, potem jim pa že, ne bom rekel, ali zavida, ali pač, ker ne razume, ali iz raznih drugih, nagibov, jih začnejo ovirati in lahko rečem celo zapeljuje v to lagodno območje in popustijo družinskim čustvom tukaj, kakor je podpora domačih zelo pomembna, je velikokrat tudi ovira
če upoštevaš trenutna stanja družinska, ti se moraš držati, to mislim, da je najtežje držati svojega, jaz grem, ni važen. Seveda, ne, če je otrok bolan, če to prestaviš, pa takrat, ko spi in tako naprej, to ne zanemarja družinske dolžnosti, ampak da greš skozi, da greš čez, da ne razumeš, mogoče tudi v obliki očitkov svoje družine, ja, zato imaš čas, za mene pa nimaš. Si tih, greš svojo pot in potem spoznajo, da to ni bilo, da to ni bil očitek, da ti niso očitali slabosti, ampak da ti očitajo vrline. In te začnejo ceniti in si tudi mnogokrat, če ne pokažejo, te občudujejo, to pride tudi z leti in tudi, če ne pride, bodi zvest sam sebi. To je skrivnost. Super. Se pravi, ima Mirko Miklič, ki je, bom rekel, danes že zgled mnogim, meni prav gotovo si, tudi sam kakšne vzornike, zglede, po katerih se je zgledoval ali si pa še in se na njih navdihuje in navdušuje? Ja, jaz sem mečken, sem že omenil Kiljana Horneta, enega imenuje kar po angleško, Hornet, pa ne vem kaj. Ne, ja, tako. Ni, ker je Španc, ne, Hornet, ne. Potem tudi sem mečken začel brati Karnazesa, pa tako naprej, ampak meni so vzorniki tekači iz domačih logov. Bom rekel, vsi, še posebej, recimo, Lojze Primožič, pa ne zaradi tega, ker mi Zdravko Čufar ne bi bil v tem delu, samo zaradi hitrosti sem rajši pri Primožiču. Mislim, da Zdravko ne bo zaveril. Čeprav prve nasvete za špartatlon sem dobil pri njem. In se je treba tudi naliti čistega vina, da smo različno hitri, različno imamo razvite sposobnosti in bi bilo nepošteno do samega sebe in ne vem, do slovenske karkoli, da delamo tisto, za kar nismo. Da gremo 6-0, če gremo lahko 5-0 ali pa 4-0, ne? Se razumemo. No, da zaključiva. Super, Mirko, zelo lepe, bom rekel, primere daješ, daš razmišljati za med vrsticami, kar mi je všeč, no, posebej za tiste, ki zdaj to poslušajo, pa tečejo, verjamem, da si jim dal marsikakšen premislek in domislek. Še to, vzorniki. Ja, prosim. Vzorniki. Ja, to je bilo leta gospodovega 2015, vzorniki, ne. Zdaj pa so mi ti vzorniki iz domačih logov tekmeci, ne. Tekmeci. Mene to navdušuje, da lahko nekoga premagam, takega, ker recimo Boris Ivanović Zajc, ki je zmagal dvakrat na Erdninku, ultrabalaton pretekel, zmagal na ultrabalatonu, pretekel res v zavidljivem času in potem na določenih tekmah sem jaz pred njim. Mislim, to mi je izziv in ga spoštujem in rad z njim tečem in tako, sva tovariša, sva prijatelja, ampak na tekmi pa ni šale. Ko vzorniki postanejo tekmeci, to je kar tak lep cilj, ultimativni cilj in lep dosežek. Mirko, napisal si knjigo o Edvardu Kocbeku, tudi doktoriral iz njega, boš kdaj napisal knjigo o teku, o ultrateku?
Ja, sem že začel. Aha. Osnove so, ampak sem prej omenil, da ultramaraton je tek, ki treniraš potrpežljivost. Tudi tukaj sem se odločil, da bom potrpežljiv, da bodo stvari dozorele, ker nisem po tem, da bi se čutil ne vem kakšnega pisatelja in da bom več knjig napisal, ampak je še prezgodaj. Je še prezgodaj, mora določena spoznanja dozoreti, da ne bom potem kakšne popravke pisal. Lepo povedano, ja, nisi še rekel zadnje besede, tudi ultrateku, ne, zakaj bi prehiter knjigo potem pisal, o tem se strinjam. 2020 nam je praktično odnesla korona, kljub temu si uspel priti do maratona, ga uteči. Letos tudi vse kaže, da bo jesenska sezona morda zaživela, prej ne. Kaj pa v domačih logih, vendarle si na vezi z vsemi temi fanti in dekleti, ki pri nas to organizirajo, recimo v Kranju 12-urni tek, v Ajdovščini 100, Sladkih 6, vem, da je tudi bil, sem dal lansko leto virtualen, če se ne motim, ali kakorkoli že. Kako pa letos kaže, kakšni so pa letos obeti? Vem, da je veliko nejasnosti, ampak morda bodo tudi ultraši lahko na domačih tleh tekli. Hrvatje so vendarle imeli pred kratkim tisto polojsko ultro, kjer si bil tudi lani, letos so bili samo domačini več kot ne, in so imeli odlične rezultate. Nismo smeli, mislim, so določili, da lahko samo člani, in smo bili kar nekaj lepo število Slovencev prijavljenih, ampak ni bilo. Ni šlo skozi. Bo morda slovenska ultrascena vendar je letos dočakala še kakšno dirko, državno prvenstvo na vse zadnje? No, državno prvenstvo, sicer nisem govoril še z direktorjem in tako naprej. Ne gre na vrat na nos, je treba planirati. Državno prvenstvo lahko pač, če se bomo danes zmenili, bo to drugo leto, ne more biti čez 14 dni, so določene, če hočemo to kvalitetno po vseh pravilih, nenazadnje to stroškovni zalogaj, Ljudje določeni si predstavljajo to kot se zmenimo, pa gremo. Ne, pač državno prvenstvo, če hočeš tekmo organizirati, se je treba pripravljati eno leto prej, najmanj. S tem, da za 12-urni Kranj, kakor sem obveščen, slabo kaže, ampak pustimo se presenetiti. So pa razne ideje, recimo v zadnjih letih je zaživel samo Ribenca trail, da je tako nekaj na novo, ampak ker sva zelo blizu z Boštjanom Šenlibom, vem, koliko je treba enega angažmaja. Lahko je reči, ampak tle je treba tukle ljudi in tudi organizator, da porabi tukle in tukle ur povprečju na dan. To ni, zdaj bom pa takole organiziral. To se gradi, tako kot vsaka stvar. In od prvega Špartatlona 1983 leta, ki ga je šel mravlje, pa do danes se ni v bistvu, ali pa do 2010 se ni nič premaknilo, od 2010 do danes se je veliko premaknilo in ne smemo biti neučakani. Počasi, saj bo. Bo graditi na idejah, na stvarnosti, kaj, kako in potem to, če ni spromovirano, če ni to, je boljše, da ne organiziramo, če bomo na pol. Mora biti organizirano, dodelano, ker najlažje je na hitro organizirati, potem pa 1000 in ena pripomba, saj vemo,
kritike se tam tudi tam najdejo, ker niso upravičene, kaj šele tam, ki so upravičene. Se strinjam s tem, Mirko. Spoštovani in cenjene, z mano je bil tole urico in pol dobro neverjetni dr. Mirko Miklič, živa legenda slovenske ultrascene. Mirko, jaz se ti bom še enkrat zahvalil za tvoj prispevek, za super pogovor. Naj ti bo cesta čim bolj ravna, pa korak čim bolj prožen še naprej. Izzivov vem, da ti ne bo zmanjkalo. Torej, hvala Mirko Miklič za sodelovanje v podcastu Zagret za tek. Bilo mi je v čast in veselje. Hvala lepo za povabilo in za pogovor. Spoštovano poslušalstvo in gledalstvo, tole si boste želeli poslušati večkrat, delite, komentirajte, razširite besedo naokrog. Jaz bom pripel spodaj še linke, tudi od kluba, kamor se lahko včlanite, AKUS, Atletski klub Ultramaraton Slovenija, pa v vseh detajlih, o katerih sem danes govorila. Hvala še enkrat, Mirko, pozdravljam vse tam zunaj, dobro laufite, ostanite zagreti za tek. Mirko, se srečamo tam zunaj na teku. Srečno in z Bogom. Velja. Čau. Čau.